Tokrat na temo avtorske in sorodnih pravic. Avtorske in sorodne pravice so pereča tema povsod trenutno, tudi v Sloveniji, kjer je okolje do dobra pretresla še novela zakona o avtorski in sorodni pravici. Novela zakona je trenutno, oziroma predlog novele zakona je trenutno v javni obravnavi še dober teden. In zakonska novela bo tudi srednja točka današnje okrogle mize, ki pa ne bo edina okrogla miza na temo avtorskih in sorodnih pravic. Z nami danes so gospod Gregor Štibernik, član predsedstva Mednarodnega združenja izvajalcev in direktor zavoda IPF, Vesna Stanković-Juričić, direktorica Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Gorazd Trpin, predstavnik Inštituta za upravno pravo, in Nikola Sekulović, predstavnik upravičencev, sicer pa v več vlogah. Pa preden se dotaknemo same novele zakona, se ustavimo nekoliko pri Uradu za intelektualno lastnino. Gospa Stanković-Juričić, urad deluje znotraj gospodarskega ministrstva in je aktivni kreator politike na področju avtorskih in sorodnih pravic. Toda to je le manjši del vaših zadolžitev in zato vas prosim, da na kratko orišete delo urada. Hvala lepa za vabilo za organizacijo okrogle mize in javne razprave z področja avtorskih in sorodnih pravic je izredno pomembne. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je organ v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti. To je pevski mikrofon, ker so avtorske pravice, ki treba čisto usta. Tako. In torej, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je organ v sestavi ministrstva, kot tak je izvajalski organ, ki torej izvaja predpise in sicer primarno dva zakona, zakon o industrijski lastnini in pa zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. 90% v resnici nalog Urada za intelektualno lastnino je na področju industrijske lastnine, torej na področju podeljevanja patentov, blagovnih znamk, modelov, geografskih označb. Seveda smo pa tudi v skladu z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah organ, ki podeljuje dovoljenja za kolektivnim organizacijam in organ, ki izvaja nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij. Poleg tega podeljevanja pravic intelektualne lastnine ima urad tudi pomembno vlogo na področju torej ozaveščanja in podajanja informacij z tega področja. In je pač pravi izvajalski organ, ki pa tudi Ministrstvu za gospodarske dejavnosti pri kreiranju politika ne pač pomaga s strokovnim inputom. Zdaj bi jaz prosila tehniko, če lahko mogoče tole uredi, da si ne bomo tole podajali mikrofon, ampak dokler pa ne bo to urejeno, pa vseeno lahko nadaljujemo. Dotaknimo se zdaj novele zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Kot sem že prej omenila, je novela do 17. marca v javni obravnavi. Gospa Stanković-Juričić, katere so ključne novosti, ki jih prinaša zakon in zakaj so te novosti potrebne? Torej, novela zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki je trenutno na mizi, naj samo spomnim vse, je v resnici na mizi že od leta 2012. Leta 2013 poleti so potekali intenzivna usklajevanja, razgovori z različnimi deležniki z tega področja. Ker pač je politična situacija v Sloveniji takšna, kakršna je bila, je bilo pač nemogoče zakon prej spraviti v proceduro, zato smo pač, kjer smo. Glavne rešitve, ki jih novela zakona uvaja, lahko razdelimo neke 3 sklope. Prvi sklop je implementacija direktive o sirotelih delih, kjer Republika Slovenija že zamuja s to implementacijo direktive, ki nam bi se morala zgoditi novembra lanskega leta. En opomin strani Evropske komisije smo že dobili. Drugi sklop je torej bolj v prizadevanju za bolj odgovorno in bolj učinkovito delo kolektivnih organizacij, torej so predlagane rešitve, ki bodo dvignile standarde upravljanja kolektivnih organizacij in s tem povezan tudi rešile ta status quo in te pad pozicije, ki so v odnosu med nadzornim organom in kolektivno organizacijo, kjer ima pač
urad edino možno orožje do vzema dovoljenja, kar postavlja in tako državo in v bistvu kolektivne organizacije ves čas v neke defenzivne pozicije. In pa tretji sklop sprememb pa zadeva različne odpravo različnih tehničnih redakcij, nedoslednosti zakona, ki so pač v tem smislu na nek način mogoče manjšega pomena, ampak smo se jih tudi odločili, da bi jih odpravili tokrat. Na hitro, ne? Lahko mogoče nakažete že, koliko pripomb, mnenj, razmišljanj ste že dobili in mogoče na katera področja se te pripombe najbolj nanašajo? Seveda smo dobili ogromno pripomb. Ta torej novela, ne smemo še enkrat pozabiti, je rezultat tudi usklajevanj z zainteresirano javnostjo z poletja leta 2013. In ko smo mi v bistvu delali tudi za ministra, da bo razumel analizo, koliko pripomb deležnikov je bilo upoštevanih v to novelo, smo prišli do v bistvu številke 60% tehle novot, a ne upošteva pripombe deležnikov, bodi si strani kolektivnih organizacij, se strani združenj različnih imetnikov in pa tudi strani uporabnikov. Pripombe, ki jih pa zdaj ponovno v tem postopku javne razprave dobivamo, so pa prihajajo z veliko intenzivnostjo, v velikem številu, prav tako pa istočasno ne tudi poteka medresorsko usklajevanje, kar pomeni, kjer mi usklajujemo novelo z pristojnimi ministrstvi. Smo že dobili pripombe Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kulturo, s katerimi tudi pač usklajujemo rešitve, ki so predlagane v tem zakonu. Ja, največ v bistvu pripomb pa je na področju kolektivnega upravljanja. Ja. Glede na to, da je zakon zdaj že skoraj da pripravljen, samo še to vprašanje, približno kdaj pričakujete, da ga bo potrdil še državni zbor, oziroma kdaj naj bi zakon začel veljati? Po naši časovnici mislimo, da bi bil zakon sprejet junija letos. Gospod Trpin, kot pravnik imate zagotovo veliko izkušenj na tem področju, pred leti ste tudi sodelovali pri kreiranju zakonov. Zanima me, ali po vašem predlagana novela sledi potrebam oziroma ali gre v korak s časom na tem področju? Kako vi ocenjujete? Ta zadnjo vprašanje, na to je relativno težko odgovoriti, ker to stvar razprave. Jaz bi se mogoče tu nekako osredotočil, tudi glede na moje izkušnje pri pisanju zakonov, na sam proces v bistvu nastajanja nekega zakona. Večkrat bližje, če lahko Prav gotovo je seveda zelo težko napisati zakon. To je nekako tako, kot bi igral šah in predvideti, moraš na prejšnje situacije, neznane, vse skupaj v bistvu nekako zaokrožiti v nek logičen, med seboj usklajen in soodvisen sistem. No, ko enkrat to narediš, seveda je pa vprašanje, kaj si sedaj tu naredil, kako si v bistvu uredil določene stvari, kajti pravo je vedno v bistvu interesno obarvano. Vedno za svojo neko normo, neko odločitvijo dregneš v nek interes, eden drugačen ali eden drugi ali tretji. Praviloma so si malo usklajeni, malo nasprotujoči in je to seveda relativno potem težko narediti. Zdaj seveda ta problem nastajanja procesa zakona je v bistvu pred nekimi 4 leti seveda zaznala tudi Evropska komisija, predvsem zato, ker se je Evropa zadušila v pravnih normah, vse skupaj je postalo nepregledno, iz tega razloga tudi neučinkovito. In so si izmislili neko novo intersektorsko politiko, ki se reče better regulation, danes pa se reče smart regulation. To je intersektorska politika v Evropi namreč pomeni tako, da imamo pravniki zdaj lastno evropsko politiko, tako kot kmetijstvo in podobno. Ampak zanimivo pa je seveda o tem, da gre predvsem v bistvu za vprašanje metode nastajanja zakona. Ena od teh metod, seveda in nujna, tista, ki jo je treba izvesti, so tako imenovane konzultacije z zainteresirano javnostjo, kajti problem sodobnih demokracij je namreč v tem, da mi v bistvu nekako malo volimo, potem pa pri samem upravljanju, kar je seveda rezultat tega upravljanja je zelo pomemben, seveda je zakon, relativno malo sodelujemo, se pravi napolniti ta del postopka z v bistvu mnenji in sodelovanjem z zainteresirano javnosti. Tega procesa seveda v Sloveniji kjer še nismo izvedli, zato seveda karkoli se je zgodilo v javnih razpravah s tem zakonom ni nič narobe, je zelo dobro, vendar seveda se bomo morali enkrat odločiti, kako oblikovati te postopke in kako jih v bistvu tudi načrtovati. Jaz mislim, da je ta zakon seveda izjemno primeren za mogoče novi pristop k sodelovanju zainteresiranih javnosti, predvsem zato, ker je ta zainteresirana javnost zelo jasno opredeljena.
Ta zainteresirana javnost ste večinoma vi, ki ste avtori. In predvsem seveda to zainteresirano javnost treba pritegniti. Mi so zainteresirane javnosti kolektivne organizacije za upravljanje avtorskih pravic. One so samo nek posrednik. Ampak važno je, kako v bistvu avtori sedaj obvladujejo celoten ta sistem. Na eni strani je vprašanje sodelovanja pri zakonu, na drugi strani, česa se bo pa treba najbrž v naslednjem koraku lotiti, je pa sodelovanje avtorjev pri upravljanju teh kolektivnih organizacij. Namreč, napačno je, če bi poimenovali te organizacije kot neke avtojene entitete. To so organizacije avtorjev, pri čemer pa morajo avtorji to organizacijo dejansko tudi obvladovati. Kakšne bodo organizacijske oblike, pravno-organizacijske oblike, na tem področju se bomo morali najbrž dogovoriti, kajti obstoječe pravno-organizacijske oblike prav gotovo niso ustrezne, ker tega v takšni meri, kot bi bilo treba, ne omogočajo. Jaz mislim, če bi na ta način seveda pristopili, kar pomeni seveda, da takrat, ko se dobimo na nekih konzultacij, gremo skozi direktivo, njene načela, posamezne določbe v direktivi, pogledamo njihovo implementacijo in seveda tudi izrazimo naše interese in želje v razmerju seveda do nasprotne, ne do iste strani, ki to samo pripravlja po svoji uradni dolžnosti, potem bomo to v bistvu ta cilj tudi dosegli. Mislim pa, da je treba seveda še enkrat dokončno presegati to razmerje, ki dejansko pri pripravi zakona v naši državi obstaja. Namreč, ko pripravimo zakon, se vsi postavimo na svoje okope. Pripravljavci na eno stran, oni, ki dajemo pripombo na drugo stran. In problem je v tem, da potem kakršnokoli ravnanje v tej smeri nekako smatramo kot neko sovražno dejanje. Tu moramo seveda preseči to, kajti vsi smo v istem čovnu in mislim, da bi skupnimi močmi, predvsem seveda s pomočjo avtorjev, prav gotovo prišli do nekega ustreznega cilja, ki bi bolj ali manj zadovoljil vse. Predvsem pa mora zadovoljiti avtorje, kajti ta organiziranost in ta zakon v tem delu je pravzaprav namenjen njim, saj ni namenjen ne državi ali komu drugem, seveda pa je namenjen tudi jasno uporabnikom, ki so na drugi strani tega zasebnega razmerja med avtorji in temi uporabniki njihovih intelektualnih storitev. Hvala. Gospod Štibernik, kakšna pa je vaša ocena do predloga novele? Kaj pogrešate? Bi bila po vašem še možna kakšna izboljšava? Je morda kakšna stvar v noveli, oziroma ali novela mogoče kakšna stvar preveč regulira? Ja, jaz mislim, da ko bomo enkrat zadovoljni, potem ne bo več napredka. Mislim, da moramo biti skozi pomale nezadovoljni in iskati, tudi če se nam rešitev zdi dobra, mogoče še boljše rešitve. Jaz mislim, da je absolutno je potrebno to, da imajo imetniki pravic maksimalen nadzor in maksimalno upravljajo svojo kolektivno organizacijo in v tem delu pozdravljamo tudi spremembe zakona in v tem delu imamo tako imenovano direktivo, ki jo je zakonodajalec oziroma predlagatelj sprememb tudi upošteval, gre za CRM direktivo. In ta del direktive recimo je mislim, da dokaj ustrezno prenešen. Seveda potem imamo en del, ki v bistvu en del sprememb se dotika nadzora države, pa nadzora oziroma posegov v upravljanje strani nadzornega organa. Tukaj imam jaz samo kot državljan, kot imetnik pravic tudi tak en zelo načelen čist vprašanje v bistvu, pomislek, o katerem bo vredno razmisliti. Po tem predlogu lahko organ, konkretno URSIL, predlaga, mislim, da odločitev ali razrešitev lahko vodstva, lahko samih članov sveta, strokovnega sveta, kar mogoče niti ne bi bilo vprašljivo, če ne bi bil ta organ, ki predlaga to razrešitev v okviru sestave ministrstva, v okviru katerega pa so uporabniki. In v bistvu lahko nekdo zelo enostavno poveže to linijo, 3 korake, da se lahko zgodi, če bomo pri tem sistemu obstali, kot ga imamo, in če bomo te rešitve implementirali, se nam lahko zgodi, da dejansko uporabnik diktira
odstavlja, zelo karikiram, pa zelo preskočen te 3 korake, ampak enostavno si lahko kdo to razume, da lahko uporabnik dejansko vodi kolektivno organizacijo, kar je potrebno razmisliti o tem. Zdaj pa se vrnem na samo implementacijo na sam zakon. Mislim, da je potrebno uvodni del zakona in obrazložitev, se mi zdi, da je premalo natančna. Iz te obrazložitve je za moj okus pavšalno navedena, tam ni zelo malo konkretnih navedb, vendar govorimo govori se o netransparentnosti, govori se o nepravilnostih, je pa zelo malo konkretnih navedb, kaj ne bi to bilo. Mi, če želimo napredek imeti, oziroma če želimo mi biti boljši, je treba točno navesti, kaj je narobe pri kateri organizaciji, zato da bomo znali organizacije, da bodo imetniki pravic znali potem boljše upravljati s to organizacijo. Mi se kritike, bom rekel, ne bojimo, kritika mora biti, kritika je dobrodošla, mora biti pa konkretna, tako da si znamo s temi kritikami pomagati, ne sme ostati na načelni ravni, ampak mora biti kritika vedno konkretna. Toliko o tem, kar se tiče pa samega, kar pa še pogrešam, je pa to, da pri teh spremembah zakona je ta preomenjena direktiva seveda mnogo širša, kot je Collective Rights Management, to je tuna kratica za CRM. Skratka, ta direktiva ima še en preddel in govori o cross-border licensingu. In mislim, da je ta direktiva ena najpomembnejših direktiv v zadnjih mogoče 20 letih za imetnike pravic pa za kolektivne organizacije. Na evropskem nivoju nastala. Ta direktiva je bila sprejeta februarja 2014, to pomeni pred več kot letom dni. In ta direktiva, ki je zelo pomembna in ki je, bom rekel, glavna osnova za spremembe zakona, je bila ravno toliko prediskutirana, da ne moram reči, da ni bila prediskutirana, ampak se mi zdi, da glede na njeno pomembnost je bilo absolutno premalo izkoriščen ta umestni čas do objave predlogov sprememb. Skratka, mi v letu dni praktično nismo vodili ene usmerjene strokovne debate, kjer bi lahko se na ta način mogoče bo dan na začetek, lahko neke debate različnih deležnikov, da pridemo do nekega rezultata. In imamo pa čas, da se še preostali del implementira do aprila, mislim, da je april 16. je ta rok. In mogoče bi veljalo, že tukaj se dogovor danes, da pobudo, da bi se mi, kot je gospod Trpin omenil, skupine smo dokaj jasno definirane, da se začnemo mi pogovarjati o vseh teh delih, ker zakon ZASP ima več kot 180 členov, mislim, da ne vem točno na pamet, kolektivnih organizacij, kolektivnega upravljanja se dotika, mislim, da manjka 5% teh členov in vedno, ko pa odpiramo ZASP, pa vidimo 3 drevesa, IPF, pa SAZAS in se zapičemo v ta 3 drevesa, gost nam pa gnije, jaz sem tudi že rekel, mi moramo ta drug del dela, uveljavljene cross-border licensing, obsegi pravic, nova izkoriščenja novih del, to je tisto, se mi zdi dokaj pomembno. Mislim, da se da to uveljavljene, pa kontrola, pa način poslovanja dosti enostavno rešiti. Konec imamo zdaj to direktivo, ki je jasna, pa že s to implementacijo. Mislim, da bomo šli po poti evolucije, bomo prišli mogoče tudi do odprave teh morebitnih slabosti pa pomanjkljivosti, ki so zdaj pri upravljanju. Moramo pa, mislim, da bolj na to upravljanje več časa posvetiti drugi temi, izjemnemu povečanju obsega koriščanja del in pri tem obsegu koriščanja del se ustvarjajo neki prihodki in ti prihodki ne pridejo do imetnikov pravic, ker enostavno imamo sistem tak, ki ne omogoča, individualno je težko ali nemogoče, prek kolektivnih organizacij pa tudi ne moramo speljati tega, ker je odziv na razširitve dovoljen, obsega dovoljen mogoče. Tu si želimo imetniki pravic več sodelovanja z organi, da bomo mi znali uveljavljati pravice v skladu z tehnološkim razvojem. Hvala. Še preden dam besedo gospe Stanković Juričič, da se mogoče odzove na vaše besede, pa bi zdaj prosila gospoda Sekuloviča, ki predstavlja upravičence, da še vi poveste,
Kakšno je vaše mnenje o noveli? Kaj po vašem manjka? Kaj bi še vi spremenili v njej? No, jaz sem navezal na besede gospoda Trpina, ki je prej rekel soodvisnost. Jaz sem namreč kot imetnik pravic član 3 kolektivnih organizacij, o katerih se pogovarjamo danes. Hkrati sem tudi sam uporabnik del in pa tudi tesno povezan z nekaterimi drugimi, ne samo uporabniki, ampak tudi imetniki drugih pravic. Tako da skušam to gledati ne strogo interesno vezano, poskušam pač te stvari ločevati. Je pa res, da sem pogosto v konfliktu sam sabo, ampak se sprašujem, kdo od nas pa ni. Torej, glede zakona, jaz bom šel mogoče malenkost bolj konkretno, torej v osirotela dela se ne bom preveč vtikal, ampak to poglavje o kolektivkah pa predvsem ne samo CRM, ampak čezmejno licenciranje, torej cross-border licensing, teh dveh tem se bom dotaknil. Bom spet s privolitvijo gospoda Križaja uporabil eno stvar. Tukaj se v uvodu omenja transparentnost in zadnjič je Janez objavil nekaj, kar mi je bilo zelo zanimivo, in sicer učinkovita transparentnost. To je nekaj, kar že nekaj let opozarjam. Transparentnost fajn, ampak če je neobvladljiva za predvsem nas, imetnike pravic, potem je ta neuporabna. Kako to doseči, pač mislim, da se počasi oblikujejo mehanizmi. Če povem po domače, meni kot imetniku pravic popolnoma nič neke novosti v zakonu, ki recimo poročanje kolektivnih organizacij, če to slučajno proizvede takšen špeh letnega poročila, jaz sem nesposoben to sprocesirati. Bom pa zelo vesel, če bo pa v zakonu neko določilo, ki bo omogočilo meni kot imetniku pravic udeležbo v procesu odločanja. Da mislim, da je glavna, torej vprašanje člani oziroma ne člani, drugo pa vprašanje glasovalne pravice. In tu je spet ena novost zakona, za katero se mi zdi fajn, da je, in sicer preoblikovanje nekaterih kolektivk iz sedanjih statusnih formatov v gospodarske družbe, čeprav razumem. Se mi zdi fino, da to obstaja opcija, enako se mi zdi fino, da obstaja kot novost konkurenčnost določenih kolektivnih organizacij, sploh tam, kjer uveljavljanje ni predvideno kot obvezno. Hkrati pa spet se malo sprašujem, ko berem malo bolj podrobno, pa najbrž kot pač Moskontar ne razumem najboljš, neka določila me begajo. Eno je recimo določilo o limitiranih stroških, kjer jaz kot imetnik pravic vsekakor navijam za to, vendar ne razumem, kako bo neka nova organizacija v prvem letu delovanja uspela zvoziti nekaj z 20%, posebej če oblikovana po podobi gospodarske družbe, ker jaz tako spet malo po moskontarsko računam, takrat, ko delamo neko, rečemo, firmo, moraš biti pripravljen, da boš prvo leto bil v nuli, oziroma imel izgubo, ki je tazga. V glavnem se mi zdi, da se te dve določili izključujete, razen če obstaja nek ključ, ki ga jaz tukaj nisem mogoče najbolj pozorno zasledil. Druga stvar, ki me zanima in se mi zdi tudi zelo primerna, je normiranje nekega poročanja. To mi je samo po sebi v redu, torej poročanje kolektivne organizacije imetnikom pravic in pa neki javnosti. Zame to ponovno v učinkovitem. Jaz bi si želel, da imam jaz kot član možnost tako upogleda osebno, oziroma če katere stvari ne razumem po pooblaščencu. Vsekakor v to poglavje smatram tudi neke norme komuniciranja med kolektivko in imetniki pravic v najbolj banalnem smislu. Če se postavi vprašanje, da se dobi temu primeren odgovor. No in tu pridem pa do tega, kakšna je vloga urada pri tem. Čeprav razumem branje tukaj, urad dobiva neke nove pristojnosti. Vem, da so nasprotniki tega, jaz sem nekje vmes. To vmes pa pravi, ukolikor jaz kot imetnik pravic ne pridem do ustreznih informacij, odgovorov,
in ukolikor skozi neke predpisane procese še vedno ne dobim rezultata, jaz si res želim, da mi preden gre zadeva na sodišče, da mi pri tem pomaga urad. To si želim. Mogoče se pa malo to je mogoče paranoja zaradi tega, ker je urad organov sestavi Ministrstva za gospodarstvo, kjer jaz vidim same gospodarstvenike, v prevodu potencialne uporabnike avtorskih del. Se sprašujem, če je urad tisti, ki bi ga postavil v prvo nadzorno vlogo, ne da bi ga jaz za to upoklical. Po domače si predstavljam, da če jaz kot imetnik pravic pridem bodisi politiku ali pa državnemu uradniku, pa malo pojamram, bo neko fajn, ampak če naslednjo sekundo kljuko prime gospodarstvenik in reče, lej, tam malo mi težine, komu se bo nekdo, ki ima moč odločanja nadzora, komu se bo priklonil, se bojim, da se bo priklonil uporabniku. Rad bi še eno stvar pozdravil in malo tudi opozoril na probleme s tem. Pozdravljam možnost odpovedi, individualne odpovedi določenim pravicam strani določenih imetnikov pravic, konkretno avtorji pri pravici javne priobčitve oziroma pri javnem izvajanju. Se mi zdi fajn in tako, ko je v uvodu zapisana, se mi zdi tudi primerna za tiste, na katere cilja. Se mi zdi tudi zelo taka pogumna novost, vendar manjka mi pa v zakonu neko balansiranje, ki bi pa preprečilo izsiljevanje strani uporabnikov. Ker torej neka varovalka mi manjka, torej hkrati mi je ta svoboda odločanja se mi zdi nujna in se mi zdi tudi zelo sodobna, primerna času. Po drugi strani pa absolutno realno vidim scenarij strani uporabnikov, torej konkretno v primeru glasbe, ali je to radijska postaja, ali je to organizator koncerta, ki bo rekel, ok, daj se ti odpovej, ali pa špila ni, ali pa neki drugi mehanizmi. To pri manjših avtorjih je absolutno realen scenarij, pri večjih avtorjih je pa še hujša deviacija, kjer bo nek uporabnik rekel, plačam nadomestilo, vendar kolektivke ti bojo trgale 20%, kaj če bi ti jaz dal preostalih 80, 70, 60, pa dam ti zdaj takoj, pa se ti odpovej. Mislim, da je to pol dolgoročno nekaj, kar lahko grozi sistem kolektivnega uveljavljanja. Zdaj pa še zelo na brzino sem povedal stvari iz ta drugega področja. Mi smo že bili priča na večjih področjih, kako se je krog upravičencev širil skozi leta. Jaz mislim, da ta proces ni zaključen. Moje izhodišče tukaj v uvodu piše, da te panoge naše prispevajo k BDP-ju 4%. Jaz bi bil vesel, če bi prispevali 6%. In tudi ta nek balans med uporabniki pa imetniki pravic se mi zdi, da temu lahko prispeva. In če konkretno povem, glasbeni avtorji, pol so glasbeni izvajalci, pol so neki drugi imetniki pravic dobivali svoje pravice. Tudi pri audiovizualnih delih, kot vidimo, imamo novo področje, kjer pa so nekatere kategorije upravičencev, ki teh pravic še vedno nimajo. Opozarjam na paradoks, kot smo opozorili tudi 2 dni nazaj. Igralci oziroma izvajalci v terminologiji, igralci nimajo pravic nekateri, ki pritičejo podobnim upravičencem v drugih branšah. In pač pri tem čezmejnem licenciranju je mogoče, spet pravim, jaz sem v večjih vlogah hkrati, razumem poanto, razumem direktivo, zdi se mi pač usklajena z realnostjo, vendar spet, če se navežem na gospoda Trpina, to je igra interesov, vse jaz tako doživljam, pa da se razume, jaz sem relativno majhen upravičenec ali pa majhen uporabnik, tako da nisem direktno zelo, zelo prizadet, vendar me samo zanima, če obstaja poleg analize, ki je navedena tukaj v uvodu, in če se ne motim, ta je bila narejena 2010, torej pred 5 leti, ali obstaja nek nov dokument, ki kaže na stanje implementacije direktive v druge zakonodaje. Dobro,
Hvala. Gospa Stanković-Juričič, zdaj pa predajam mikrofon vam, da se morda odzovete na par pomislekov in na nekaj konkretnih vprašanj. Ja, hvala lepa. Jaz sem si skušala beležiti sproti, začenši od profesora Trpina, gospoda Štibernika in gospoda Sekuloviča. Zdaj ni mi se uspeli zabeležiti vse tam, kjer bi recimo želela nekaj replicirati oziroma pojasniti bolj. Tako da, ko to poslušam in ko se tudi sama sebe vprašam, se ne, da imamo vsi konflikte, vsi smo pomalo nori že, ne. Prvo, kar bi mogoče želela pojasniti, je Zakon o avtorskih in sorodni pravici ni zakon, ki ureja samo področje kulture. Zakon o avtorski in sorodni pravici torej regulira in postavlja pogoje delovanja vseh tistih industrij, ki kot svoje primarno produkcijsko sredstvo uporabljajo avtorsko oziroma sorodno pravico. In te industrije niso samo kulturne industrije, glasba, film, to so tudi industrije, celotna znanost, torej tisto, kar Inštitut Jožef Štefan ne uspe patentirati, tudi lahko potem profesor Trpin bo tudi pojasnil na področja znanosti, je zaščiteno z avtorsko pravico. Potem imamo tudi celo področje torej informacijske tehnologije, torej software je v svetu varovan za avtorsko pravico, programska oprema. In zato je mogoče nepravično in nepravično, ni pravilno razumeti zakon o avtorski in sorodni pravici zgolj in samo kot zakon, ki v bistvu definira oziroma ureja neka kulturna vprašanja. ZASP je ekonomski zakon, ki določa pogoje trga, kako v bistvu deluje, kako država podeljuje izključnost določenih pravic in s tem monopole. Vsaka pravica intelektualna lastnina je monopol, ne, kot patent velja 20 let, kot na primer velja avtorska pravica zdaj 70 let po smrti avtorja, je potrebno torej definirati pogoje in to je ključen namen teh zakonov, ki to regulirajo. Drugo pa je potem vprašanje kulturnih politik države, kako v bistvu ona za svojimi ukrepi, za drugimi zakoni relevantnimi ali pa z dejanji takšnimi ali drugačnimi v bistvu spodbuja kulturno ustvarjanje in v bistvu skrbi za status ustvarjalcev, ki pa v tem delu seveda so avtorji oziroma s tem imetniki avtorskih pravic. To je mogoče prvo. Drugo, kar je ključno, je to, da zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, glede na to, da pač mi ne moramo imeti ZASP-a posebej sem za glasbeno ustvarjanje, kot ne moramo imeti posebej ZASP-a sem za filmsko ustvarjanje, išče v bistvu te presečne točke med množico raznovrstnih avtorjev, ki so, in pa množico raznovrstnih uporabnikov, ki so. Uporabniki v tem primeru, kot sta jih obadva torej, uporablja, so neki grdi uporabniki v obliki Gospodarske zbornice Slovenije, ki pritiska na ministra za gospodarstvo, na primer. Ne? Uporabniki, ki povsem, ki nujno za svoje delo potrebujejo ZASP in ki v bistvu so uporabniki, so tudi vse institucije na področju, kjer je javni interes velik. Javna knjiga, muzej, arhivi, kulturnih in takšnih drugačnih dediščin, NUK, na primer. Ne? To pomeni, da je zelo težko v bistvu vse metati v isti koš. Tu je zelo veliko različnih interesov. Ne? NUK je zagotovo mogoče interes ali pa nekega muzeja drugačen, kot je na primer interes, ne vem, frizerskega salona oziroma mogoče kakšen kabelskega operaterja. Ne? Kar se do tehle statistik tiče, ne, torej, ko je Evropski patentni urad in ko ste izvedla študijo o pomembnosti industrij, ki uporabljajo intelektualno lastnino, ne, so seveda uporabljali podatke za 2010. Te analize je izredno težko delati, ne, to so izredno težke metodologije. In po tej analizi, ne, kot piše tudi v vodu, je na področju avtorskih pravic v Sloveniji prispevajo te industrije, torej 4% k bruto domačemu proizvodu. Urad je že skupaj za Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino, torej specializirano agencijo Združenih narodov, že leta 2010 naredil študijo o učinkih oziroma kolikšen del imajo posamične industrije znotraj posamične kulturne industrije znotraj teh procentov, 5 približno pridemo in v bistvu vidimo, ne, da največji procent tu v bistvu so založniki, to so mediji. So torej mediji primarno in pa IT industrija. Sama glasba pridemo na 0,2% mogoče, a ne, vpliv
glasbenih dejavnosti, panoge kot take, ne, na bruto domači proizvod. Ampak zopet, to so mogoče enostranske zgodbe, ni vedno vse samo prispevek bruto domačemu proizvodu. Ta področja kulturnega ustvarjanja imajo veliko to, tudi kulturno-socialno dimenzijo. Ja, to je zagotovo, gospod Štibernik, primeren komentar, ne, da lahko uporabniki preko tega, da bodo potrkali na vrata ministra za gospodarstvo, v bistvu vplivajo na to, a se bo organ upravljanja kolektivne organizacije razrešil ali ne. In to je pač vedno tudi sistemski problem, ne, gospod Trpin, ki tu je pač teh različnih interesov, ki so. Zdaj, saj, odkar sem jaz direktorica, zagotavljam, da tudi minister ne more na moja vrata potrkati, pa mi kaj tazga reči. Za svoje predhodnike ne znam temu reči in tudi za svoje naslednike ne znam tega povedati, kako bo. Zdaj, naprej. Urad za intelektualno lastnino je zadnji organ v tej državi, ki bi si želel, da ima avtorji slabo živijo in da niso pošteno plačani za pošteno delo. In so zadnji, ki bi želeli prikazati delovanje kolektivnih organizacij v slabi luči, oziroma še več, so zadnji tisti, ki si želijo srčno odvzeti dovoljenja katerikoli od njej. Ne? Vidimo, ne, da je ta določba novele, ki omogoča organizacijo, kolektivne organizacije v obliki kapitalskih družb, napačno razumljena. To ni bil razlog, to ni bil namen predlagatelja zakona, da zdaj sili kolektivne organizacije oziroma sploh zapoveduje, da se društva in zavodi oziroma gospodarsko interesno združenje, v katerem je Sazor organiziran, da se preoblikujejo v DOO ali v neke delniške družbe. Bil je zgolj samo uskladitev z tako imenovano storitveno direktivo, ki pravi, da država ne sme predpisovati posebnih pogojev oziroma ne sme prepovedovati uporabo posameznih pravno-organizacijskih oblik za upravljanje posameznih dejavnosti. Zdaj, in to je bil edini razlog. Seveda so te kritike sej dobrodošle, sej to razumem. Ne, to je v redu, ampak hočem reči, torej vključenost zainteresirane javnosti v nek ta zakonodajni postopek oziroma postopek priprave zakona, seveda, da je to pač nujno potrebno in da to pač mora biti. Ampak je zelo težko je imeti, in to je moja izkušnja, da če imate sobo 100 ljudi z različnimi interesi, imate nek NUK, imate nek javni muzej, imate neko šolo, imate povsem nekega glasbenega založnika, ki je močno profitno orientiran, potem imate nekega avtorja, ki je istočasno tudi v organih upravljanja kolektivne organizacije, potem imate pa enega malega avtorja, ki niti benzine za Ljubljane si ne more plačati, da pride na to okroglo mizo. In cel ta diapazon teh različnih deležnikov in z njimi konstruktivno govoriti je zahteven projekt in zato je vedno dobro, ne? In tudi mi mislimo, da ko pa pride ven enkrat en osnutek zakona, da se pač o njem govori. Ta osnutek zakona je zdaj v javni razpravi in zagotovo vam zagotavljam, da ne pomeni, da je zacementiran in da tak tudi bo. Saj mi smo že znotraj medresorskega usklajevanja, ne vidimo, da bomo mogli delati popravke zakona. Tudi seveda do zdaj v resnici pravih pripomb strani nekih združenj, razen združenja filmskih režiserjev, v resnici ni prišlo. Ne? Mi smo recimo dobili pripombe sindikata, enega z področja, ki je aktiva na področju glasbe, kjer je samo vprašanje, ki sploh niso konkretne pripombe, ampak je na primer predlog vprašanje, koliko strokovnih ekskurzij je urad naredil k kolektivnim organizacijam. Meni je to čudno vprašanje, kaj ima urad zdaj strokovne ekskurzije v bistvu delati, v tem smislu pomeni, da pač urad ne razume tematike, ki jo regulira. Ne? Vendar smo nadzorni organ že z tem, ko so mi tista prva točka, do katere pridejo vse te različne pritožbe, ne, o delovanju kolektivnih organizacij. Mislim, da imamo izkušnje zagotovo, pa to so bile v vrsti komentarji, na primer. Ne? Zdaj, še to pa mogoče zaključim, ker sicer je preveč, 3 dni govorim jaz tu. Glede stroškov 20%, ja, seveda, je upravičeno vprašanje, kaj je za novimi kolektivnimi organizacijami.
ali je 20% resnično premajhen prag. Vendar se potem lahko istočasno vprašamo, kaj pa s kolektivnimi organizacijami, ki delujejo 10 let in nikakor ne morejo prijeti pod 30%. Kje je tu problem, ne? Kako v bistvu oba problema primerno adresirati? Idealni scenarij vsake države je deregulacija. Torej, da država bi opravljala druge naloge, kot da se strašno močno involvira v tem konkretnem primeru v delovanje kolektivnih organizacij. Uradu bi bilo super, ministrstvo bi bilo super, če bi notranji nadzor članov deloval. Ampak, če vam na skupščino kolektivne organizacije pridejo 3 avtorji, vam to pač veliko pove. Če razni strokovnjaki z različnih področij povedo, da letna poročila kolektivnih organizacij ne dajajo sploh primernih informacij imetnikom o poslovanju. Ne? Ne morejo priti do relevantnih informacij, zaradi tega, ker v bistvu nekoga, ki na skupščini postavi vprašanje, bodi si ga ignorirate, bodi si ga napadete, naredite z njega klovna ali pa medijski linč. To so stvari, ki ne delujejo. Če bi sistem deloval, bi potem tudi v Sloveniji od leta 2004, ko se je država malo bolj aktivno umaknila iz področja nadzora kolektivnega upravljanja, ko smo dobili to določbo noter, da revizori, pooblaščeni revizori, ki so regulirani strani države, ne delajo revizijo računovodskih in finančnih izkazov in da tudi delajo revizijo, torej podajo mnenja, ali so poslovanja kolektivne organizacije skladna z ZASP. Zakaj od tistega časa niti ene izredne revizije ni bilo? To se moramo spraševati, zakaj mehanizmi že sedaj so, če bi želeli imetniki pravica pravilno vplivati na odločevalce znotraj kolektivnih organizacij. Ne? In sedaj namen zakona je jasen, tukaj ni nobenih lovov na čarovnice. Prvo je torej omogočiti in dati orodja imetnikom, da lahko učinkovito izvajajo nadzor. Ne smemo pa pozabiti prvega dejstva, ki pa je kolektivna organizacija, ni nek DOO, ki izvaža in uvaža računalnike, igračke iz Kitajske in ker je to moj biznis in je moj to denar. Torej, v bistvu naredim napako, pa potem pristanem v rdečih številkah ali ne. Kolektivna organizacija upravlja s premoženjem tretjih oseb, s premoženjskimi interesi tretjih oseb. To pomeni, da je skrbnost tega vodenja izredno visoka. Poleg tega slovenski sistem pozna sistem obveznega kolektivnega upravljanja v sistemu monopola. Obvezno kolektivno upravljanje pomeni, da imetnik oziroma avtor pravice prostovoljno sploh ne more zbirati, on svojo pravico ne more upravljati. Prav tako pa nima možnosti izbere, če mu na primer SAZES ni všeč, da gre komu drugemu. Ne? Dobro, hvala. To je treba v bistvu vse te okoliščine, ki jih je potrebno pri tej regulaciji upoštevati. Ne? Gospod Štibernik je želel še nekaj dodati v zvezi s tem, prosim, če ste lahko kratki. Hvala lepa. Samo dotaknil bi se te kulturna politika države. Jaz mislim, da je ZASP je tudi eden od mozaikov v tej kulturni politiki in sicer v tistem delu, ki se tiče promocijskih skladov. Jaz osebno zelo pozdravljam to zdaj spremembo zakona nazaj, tako kot je že včasih bila, da omogoča oblikovanje skladov, so tudi določeni. Mogoče bi si tukaj želeli, da je kakšen procent več. Predvsem bi pa še upamo, pa mislim, da nam bo to uspelo v nadaljnjih postopkih doseči to, da se še en vir doda, to je pa vir iz privatnega reproduciranja, ki ga zdaj še ni, je pa tudi eden ključnih virov v tujini. To je to. Mogoče bi samo še glede stroškov rekel, če gremo že konkretno na te stvari. Med 20 je zelo procentov je, ali pa če bi pisal 40 ali pa 10 ali pa se nima veze koliko, ampak težko je vedeti treba, da različne kolektivne organizacije imajo različen obseg dovoljen in različno dejavnost in različne pravice uveljavljajo. In težko mi eno organizacijo, ki ima dovoljenja za 7 področji, obema rečemo, ena ima pa za eno področje, obema rečemo, moraš imeti 20% stroškov. Imamo organizacije, ki stavijo 50-60 tisoč računov letno in imajo 8 tisoč uporabnikov ali pa 10. Ene organizacije imajo 50 uporabnikov in izdajo 700 računov letno in je obseg poslovanja že na tem nivoju tako različen, da bo treba eno bolj tako rešitev, ki bo upoštevalo vse te različnosti.
To je pa glede tega. Rekel bi pa sem, že to se navežem, malo na zgodovino. Grki so dali temelj antični civilizaciji, mislim, zahodni civilizaciji, imeli so blazno razvito umetnost, še danes, 2000 let pozneje se odslikava samo zaradi enega razloga. Hkrati z umetniki, ki so takrat delali, je bila zdrava strokovna debata in so bili kritiki. Za razliko recimo od Rimljanov, ki niso kaj dosti drugega dali, ki so Malto izumili, pa tiste rimske ekipe predelovali pa topili na področju umetnosti, ampak na področju umetnosti in kulture so bistveno manj prispevali k temelju zahodne civilizacije, to samo zaradi tega, ker niso imeli nikoli kritike. Hočem to reči, da je javna razprava izjemno pomembna in da bi se mogli mi pogosteje srečevati ne samo enkrat letno ali pa samo takrat, ko zakon vam pride, mi bi mogli, in to mislim, da je naloga Ministrstva za gospodarstvo, pa lahko tudi urada, želim si, da bi bil urad pobudnik, srečan in debat. Ravno zato, ker je skupina tako velika, lahko parcialno, predvsem pa nafokusirano. Ne bi želel, da je enkrat na leto ali pa dvakrat mogoče debata, kjer želimo se vse povedati, ampak določeno skupino uporabnikov se lahko ta tema obdela, recimo, ko so na tema stroški kolektivne organizacije, je treba z določenimi to obdelati, ker bo kvaliteta dosti bolj kvalitetna. Tudi glede same transparentnosti, recimo, jaz osebno vidim več nivoje transparentnosti. Ena je transparentnost do splošne javnosti, ena je transparentnost do članstva, ena je transparentnost do imetnikov pravic, ki je spet različno od članstva. Skratka, več nivojev je, oziroma več pristopov, lahko vidikov, ki jih je treba absolutno upoštevati. Torej bi bilo po vašem smiselno ustanoviti nek poseben skupen organ, ki bo po potrebi razpravljal o perečih zadevah? To je stvar od tistega, ki oblikuje zakon. Jaz mislim, da se moramo, je naslednji teden sestanek na uradu, mislim, da že predviden z imetniki pravic, pa so ostalo zainteresirano javnostjo. Sem te sestanki bi, meni osebno se ti škoda, ki jih leto pa pol skoraj da ni bilo, razen te mednarodnega srečanja, ki ga urad pripravil in ki smo ga vsi toplo pozdravili. Takih srečanj mora biti več in takih dogodkov, ki danes mora biti več. Lahko pa so, če smo se zdaj recimo odprli na splošno, pa smo šli, rekli, zakon imamo, pa so neke splošne pripombe, jaz mogoče dajem žogico pa izziv, pa imamo okroglo mizo čez ne vem koliko dni, pa rečemo transparentnost. Pa gremo samo to debatirati, pa rečemo nadzor, pa gremo samo o tem govoriti. To bi si želeli, da bi bolj konkretne rešitve lahko vsi skupaj lažje našli. Kot sem že rekla, STA bo organizirala tudi v prihodnje več okroglih miz na to temo. Izvolite. Ja, ne bom dolga, tudi bi želela dati sogovornikoma priložnost. Glede stroškoma ste, gospod Štibernik, se posem z vami delim mnenje in tudi mi, ko smo to pripravljali, smo v resnici bil prvo besedilo je bilo, da so maksimalno dovoljeni stroški tisti, torej samo dejanski stroški, ne? Vendar potem smo pač hoteli postaviti pač nek procent, ampak kot še enkrat je pa seveda absolutno primerna pripomba. Kar se tiče tega komunikacije, jaz sem tudi prvi človek, ki si želim komunicirati z različnimi deležniki. Jaz se vedno udeležujem, da znam, ko mi moja 2-letna hči ne zboli, ko pač ne moreš na to vplivati, različnih teh dogodkov, ker nimam nikoli problema povedati, kaj mislim. Jaz sem v svoji glavi, ko sem prišla na ta urad, tudi mislila, meni angleški urad je meni nek vzorni model, kako bi mogel nek urad za intelektualno lastnino funkcionirati, in oni imajo tako imenovani copyright board, ki je nek advisory board, torej svetovalno telo na tem področju, ki je sestavljeno iz različnih deležnikov. V realnem svetu bi si jaz tudi nekaj tazga želela. Prosim vas, da apelirate na mojega ministra, da tudi meni dopusti, da znotraj tega sistema javne uprave, kjer organ v sestavi ima zelo male možnosti tudi zaposlovanja dodatnih ljudi, da se tudi dodatni ljudje zaposlijo, da bi se tudi več delali na promociji sistema, avtorskega sistema. Jaz zdaj že pol leta se trudim s temi birokratskimi in drugačnimi zahtevami, ker želim v bistvu predlagam ustanovitev ministrici za kulturo in mojemu ministru pa ministrici za šolstvo, ustanovitev medresorske delovne skupine, ki se bi ukvarjala s področjem kreativnih industrij. Torej, da bi mi prvič v Sloveniji se začeli s pravimi vprašanji na področju kreativnih industrij
ukvarja. Torej, to je daleč od tega, da je to samo avtorska pravica in kolektivno upravljanje, ampak so vse ti pogoji, ki morajo biti ustvarjeni, da bo na koncu tisti, ki dela na področju kreativnih industrij, bil primerno plačan in da bo pač imel neke dostojne pogoje življenja. To je to, no. Hvala. Gospod Strpin, prej je že bila omenjena možnost organiziranja kolektivnih organizacij v gospodarsko družbo, govorimo o možnosti. Zanima me, kako pa imajo, recimo, je to pogosta praksa v Evropi na tem področju, kako imajo? Prakse so zelo različne, dejansko pa sedanja direktiva, to možnost daje. Pričemer jaz mislim seveda, da je to pač ena od možnih pravno-organizacijskih oblik, glede na to, da imamo sedanjo obliko bolj ali manj neustrezno, ker imamo nekatero obliko, ki je slovenski unikum, kot je recimo zasebni zavod, je sploh pravno-organizacijska oblika, ki jo drugi ne poznajo. Ne? Bi lahko seveda razmislili o tem, lahko razmislimo o zadrugi. To ni seveda absolutno, da gre samo za neko gospodarsko družbo. Ni potrebe. V vsakem primeru pa seveda lahko takšna družba posluje nepridobitno, kajti ti se odločiš, tudi če si kot gospodarska družba, ali boš sploh imel dobiček ali ne. Se pravi, tu so možnosti odprte. Bi pa si jaz mogoče stopil malo korak nazaj na tisto, kar sem prej govoril, ker mislim, da čisto preprosto danes ne bomo možno obravnavati posamičnih problemov. Vsekakor je hvale vredno, kar je STA naredil, da smo se danes začeli pogovarjati. Ampak pogovarjali se bomo še naprej, predvsem pa se moramo zmeniti za neke vrste metodologijo pogovarjanja. Jaz zelo pozdravljam to, kar je kolegica Vesna rekla. Ta zakon, vsaj enkrat vidim, ima neko jasno strategijo. Kaj je cilj, si predstavljate? Znači, problem v nastajanju predpisov, predvsem v slovenski državi, je njena bolezen odsotnost kakršnekoli strategije. Edino strategijo, ki smo uspešno izvedli, je bila strategija lastninjenja in njena izvedba. Vse ostalo je v bistvu popolnoma brez strategije in tem je problem. Ti moraš najprej v bistvu pri zakonu določiti jasen cilj. To je tako imenovani dokument o politikah. Pri nas te navade nimamo, da bi tega sprejeli, je pa dobro, če vsaj nekam zapišemo. In zakaj rabiš dokument o politiki? Zato, ker preko tega cilja ti preverjaš čisto vsako normo. Če imamo mi cilj povečanje vpliva avtorjev na delovanju kolektivnih pravic, lahko čisto vsako normo preverimo v okviru tega cilja. In to je smisel, si predstavljate, ne? In potem vidimo, ali je to dobro, ali je to slabo in za čemu naj to sploh služi. Na drugi strani seveda se debata vodi po posameznih pravnih institutih lahko. To je skup norm, ki ureja določene področja ali vprašanje. Tako kot je to, že Gregor prej rekel, ne, pač eni o tem, drugi o tem, v skladu z seveda zainteresirano javnostjo in njenim krogom. Tam bomo pa seveda lahko zelo natančno recimo se pogovarjali o tem, kako povečati torej vpliv od avtorjev na delovanju kolektivnih organizacij, s katerimi je pa izjemno tesno povezana njena pravno-organizacijska oblika in način njenega upravljanja. In potem seveda tudi ta boleče področje, razmerje do države, kakšna naj bila ta razmerja, koliko nadzora, koliko nenadzora, koliko sodelovanja, obveščanja in tako naprej. To se vse da v bistvu narediti skozi takšen način ravnanja. Vsekakor pa izgleda, da bo sedaj nekako debata stekla, avtorji se boste najbrž bolj zorganizirali in seveda sodelovali pri nastajanju tega zakona in mislim, da na koncu bi bil lahko celo zelo dober izplet. Hvala. Preden pa predam besedo še občinstvo, verjamem, da je vprašanj veliko, glede na povedano doslej. Pa eno kratko vprašanje za vsakega izmed vas, čisto konkretno. Kaj bi bila po vašem ključna stvar, nek ključen push, ukrep, ki bi omogočil nek bistven napredek na področju avtorske in sorodnih pravic? No, jaz bom malo izkoristil priliko, ko so imeli še ostali, pa sem nakratko še pokomentiral. Mogoče se nismo razumeli, jaz sem namreč jasno rekel, da pozdravljam marsikatero novost tukaj. Ja, okay. Sem pa opozoril na konkretne situacije v zakonu, ki zame so tako malo pod vprašanjem, torej primeroma, če gospod Domicl, gospod Grubar, pa gospod Leo Oblak, pa mi naredimo neko firmo in rečemo, nezadovoljni smo z ostalimi kolektivkami, fajn, dajmo to zaštartati, torej zame je veliko vprašaj, kako bomo v prvem letu zvozili z
z omejitvijo, torej z normiranjem stroškov, po drugi strani pa normiranje stroškov pri kolektivih generalno sploh delujočih jaz absolutno pozdravljam. Druga stvar, torej patenti, blagovne znamke, modeli in podobno, fajn, razumem to, ampak če govorimo tukaj o tem kosu papirja, jaz vidim tu pač stvari, ki so povezane s kolektivkami, z Evropsko unijo in z osirotelimi deli, zato pač moram pojasniti, da jaz glasbo vidim kot majhen kamenček v sferi kreativnih industrij. Rad bi videl, da ta absolutno predstavlja več kot 0,2% v BDP-ju in mislim, da je v moči zakonodajalca, da to omogoči. In katerega? Torej, jaz pač apeliram na vas, torej v moji moči, če bom šel protestirati tam pred parlament, ali kje že je, ker sem izbrežec doma, pa ne vem, v katero smer gledati, se bojim, da me ne bojo pretirano resno jemali, vas pa bojo. Tako da tu jaz lahko zaključim, razen če je bilo še kako konkretno vprašanje. Kaj je tisti ključen ukrep? Par besed. Ključnega se bojim, da jaz ne bom mogel locirati ta dva, ki klepetata na moje levi, da po mojem lažje locirala. Jaz vidim kot množico ukrepov, tudi množico takih sestankov, še enkrat, da ne bo pomote, jaz ne zastopam ne interesnih skupin, ne samo imetnikov pravic, ker tukaj, če povprašate imetnike pravic, bo verjetno vsak imel svojo vizijo, ki bo lahko tudi najbrž v razpravi pokazal. Gospod Trpin, Kaj z mojega vidika, predvsem z tega ožjega vidika, seveda je vprašanje teh statusnih ureditev oziroma nestatusnih ureditev, načina upravljanja teh organizacij. Direktiva ima cel kup določb, kako naj bi se te organizacije sedaj bolj ali manj po novem upravljale za to, da bi v bistvu dosegli neko večjo participacijo avtorjev pri tem upravljanju. Mislim, da se to da izvesti in da se bo to lahko tudi zelo dobro izvedlo. Jaz se vam upravičujem, lahko še enkrat to vprašanje. Če lahko mogoče navedete, kaj je po vašem ključna stvar, ključen nek ukrep, ki bo omogočil bistven napredek na področju avtorskih in sorodnih pravic? Dialog med različnimi deležniki, kot pravijo vsi tisti profesionalni filozofi, pravniki, kulturologi, ki se ukvarjajo z avtorsko pravico. Sistem avtorskega prava je trikotnik, v katerem je potrebno doseči, a je to utopično, ne idealno ravnotežje med interesi imetnikov pravic, avtorjev, uporabnikov in pa javnim interesom, ki je tu močan, ker gre za podeljevanje izključnih pravic in monopolov in je zagotovo tudi vedno v interesu države, da so določene izjemno od avtorske pravice v dobrobitnost vseh, kakor to, da se te lahko citira v šolah, parodija in tako naprej. Doseči to z kulturnim dialogom brez udarcev pod pas je nekaj, kar mislim, da bi rešil ta problem. Hvala. Pot naprej je seveda najprej določitev ciljev, pa mislim, da so tako, kot je že ugotovljeno, cilji so dosti jasni, oziroma če ne drugje so zapisani v direktivah, ki jih moramo implementirati. Na osnovi te določitve ciljev pripraviti neko metodologijo procesa, ki je tudi bolj ali manj znana, potem pa tisto, kar je bilo danes že omenjen, nek fokusiran dialog, debata po potrebi z konkretnimi deležniki za konkreten cilj, ki ga želimo slediti, in to bo sigurno pripeljalo potem posledično do nekega dobrega rezultata. Hvala gostom za enkrat. Sedaj pa besedo dajem vam, spoštovano občinstvo. Prosim, da se predstavite ob postavljanju morebitnih vprašanj, razmišljanj in prosim, če lahko vaše misli čim bolj strnete. Lepo prosim, izvolite. Metod Pevec, filmski ustvarjalec že dolga leta in bi imel eno vprašanje za profesorja Trpina, ki je danes večkrat poudaril potrebo po povečanem vplivu avtorjev. Zdaj, jaz bi govoril kot filmski avtor in bi upozoril na 107. člen, vsi so mi že siti, ampak 107. člen zaspa avtorjem praktično vzame vse pravice s presumpcijo, z domnevo torej, da je avtor vse pravice prenesel na producenta. In v praksi, torej smo avtori brez pravic
in seveda posledično bomo tudi brez možnosti vpliva. Kaj v tem primeru avtorji lahko naredimo? Namreč tudi ta zakon ohranja to presumpcijo. Hvala. Ja, verjetno ste to pravico, materialno avtorsko pravico prenesli z nekim pravnim poslom, ne? Zakon? Aha, pa ne vem. Kakšen? Ja, lažje se vede. Gospod Pevec, mi na to temo redno komunicirava, a se sliši? Se ne vem, če se sliši. Ampak mogoče samo gospod profesor dr. Trpin je v bistvu strokovnjak z področja teh statusnih upravnih oblik v resnici, bi mogli za to vprašanje primarno doktorja Miho Trampuža ne vprašati. Zdaj, razlogovalni, ki so vodila zakonodajalca, da je v zakoni v tistem času to domneva producentstva, pač tudi meni niso v tem smislu v tem trenutku poznana, ampak verjetno je šlo v tem smislu, ker se sledili, da bo to lažje in bolj učinkovita distribucija na koncu izdelka. Jaz že to, kar sem tudi začela na tem vašem svetu za kulturo ponovila, ZASP v tem delu ni enostranski in je to presumpcija in zdaj se nič ne da. ZASP na mnogih mestih v primeru pogodbe o filmski produkciji daje pravice avtorjev, ki jih ni mogoče drugače dogovoriti, kar pa je tudi najpomembnejše, kar se po Sloveniji že tudi zgodilo, je pa to, da ZASP aktivno legitimacijo za spore, če imate vi problem recimo z RTV Slovenija, ne daje samo vam kot metodo pevcu, ampak lahko v vašem imenu, torej več, recimo celo združenje filmskih režiserjev, če ima to v svojem statutu, ne vloži neko skupinsko tožbo. ZASP gre nasproti avtorjev in je kot tako v bistvu proavtorsko varovan. Zdaj pa seveda, da so pa te teme, ki jih je potrebno odpirati, s tole novelo, kot sem že rekla, mi materialnega avtorskega prava ne odpiramo, ker zahteva to poglobljeno strokovno diskusijo različnih deležnikov. Mogoče sem še jaz tukaj dodam, tudi če to ni predmet te novele, je pa boleče vprašanje in je odstopanje od načela pisnosti pri prenosu pravic in se mi zdi zelo zanimivo, zakaj ravno ta pravica pri audiovizualnih delih je obravnavana drugače od absolutno, se meni zdi, vseh ostalih pravic, ostalih imetnikov, tako da, če to ni predmet te novele, mogoče bi bilo pa primerno vključiti kot dodatno točko. Jaz sem Tomaž Domicel, penzionist. Gospod Vesno Stanković-Juričič bi vprašal, glede na to, da Urad za intelektualno lastnino deluje znotraj Ministrstva za gospodarstvo, če slučajno razpolaga še s kakšnim drugim podatkom, kot z 0,02, kako je že to preliva v BDP, kakšno je razmerje med patenti, ker ste rekli, da je 90% in 10% so to avtorske zadeve od glasbe do filma in literature in tako naprej. Imate vi mogoče kakšen konkreten podatek, kakšni so te prilivi in kako organizacije to zbirajo? Ker recimo IPF, SAZAS, približno vemo, koliko poberajo, vemo tudi, koliko bi lahko, oziroma kakšni so procenti po prebivalcu, po številu prebivalcev v drugih evropskih državah. Za te patente in tako naprej pa ne vemo. Smo pa seveda v istem košu, kot ste sami povedali. In še nekaj bi dodal, to podobno debato samo celo z nekdanjo ministrico za gospodarstvo, gospod Petrinovo, ki je rekla, da sem jaz obremenjen z britanskimi izkušnjami, vi ste omenili, da vam je ta zadeva všeč. Takrat sem dobil na pladen podatek, da je tudi v Britaniji MCPS in te podobne kolektivne organizacije, da so tudi del urada patentnega. Seveda je pa gospa Petrinova bila neobveščena, da patentni urad deluje samostojno, ne pa znotraj Ministrstva za gospodarstvo, kar pomeni, da dejansko nekje pogojno ščiti uporabnike, ne pa ustvarjalce. Zdaj, jaz nisem prepričana, da sem prvo vprašanje razumela.
nisem prepričana, da sem ga dobro razumela. Zdaj, če me sprašujete če razpolagamo še s kakšno analizo, ki bi pokazala na ekonomski vpliv glasbene industrije, to. Delež znotraj Glejte, znotraj od patentov in okay, Glejte, na področju intelektualne lastnine, torej, ki jo na grobo delimo na industrijsko lastnino in pa na avtorsko in sorodne pravice, torej, industrije, ki uporabljajo intelektualno lastnino, če se ne motim, je evropsko povprečje zasedajo, pride njihov vpliv na bruto domači proizvod EU okrog 40%, kar je v bistvu zelo veliko, ne? Tudi z vidika zaposlenosti in tega. Če se gleda povprečje Evrope, so industrije, ki delajo na področju blagovnih znamk, tiste, ki največ delež pogače v bistvu prispevajo, potem so patenti in na tretjem mestu so avtorske pravice. Seveda je pa to spet zelo od države do države različno. Zdaj, kot jaz recimo razumem, Norveška ima en tak projekt, kjer v bistvu zelo s takimi proaktivnimi državnimi ukrepi spodbuja glasbeno ustvarjanje. Music Norway, kot jaz razumem, en tak projekt, ker oni zelo aktivno želijo norveško muziko pozicionirati kot nek izvozni artikel. Po drugi strani imate naprimer na področju audiovizualnega ustvarjanja, kot Štibani prav več pove, imate recimo hrvaški primer, kjer država tudi za določenimi ukrepi spodbuja to filmski biznis, s temi tax rebates in tako naprej. Je to zelo odvisno od teh nacionalnih politik, ampak to zdaj ni zagotovo bi mogla nacionalna, državna, gospodarska, ekonomska, industrijska, kakršnakoli strategija Republike Slovenije imeti znotraj sebe poglavje o vplivu teh kreativnih industrij, torej ki temeljijo na avtorski pravici. In v tem smislu jaz osebno pač delujem, v tej slovenski državi je to veliko odprtih teh žarišč, vsak ima nek svoj interes, mislim, da je njegov problem vedno največji in te stvari rabijo čas. Se strinjam z vami, zagotovo so lahko te industrije močan, ob nekem strateškem premisleku države, močan faktor v nekem gospodarstvu, ne samo z vidika teh ekonomskih kazalcev, BDP-ja pa zaposlenosti, ampak predvsem te z vidika kulturne suverenosti, kulturne identitete in tega. Ne? No, če sem odgovorila, ne vem. Ja, ste, več od meni. Jaz zato pa pravim, podpiram, vsekakor zelo podpiram to vašo zamisel o sodelovanju med različnimi ministrstvi in da bi tukaj dejansko lahko nastalo novo telo, ki bi bilo to, kar je zdaj urad za intelektualno lastnino. Ker, kot ste že omenili, različne države, te uradi delujejo znotraj najrazličnejših ministrstv, od šolskega do kulturnega, do pravosodnega. To je pač, veste, recimo v Nemčiji vam povem, v Nemčiji spada področje intelektualne lastnine pod ministrstvo za pravosodje, vendar tudi področje telekomunikacij spada pod ministrstvo za pravosodje. Zelo težko je tu biti v tem smislu najdati eno rešitev. Kar pa je trend v Evropi zagotovo in sicer zaradi tega, ker se na ravni Evropske unije zelo veliko unificirajo te pravice intelektualne lastnine, tudi recimo zdaj, z unitarnim patentom, je, da se uradi združujajo, torej da vse tisti, kjer je bilo včasih Ministrstvo za kulturo, pristojnost za avtorsko pravico, za kolektivne organizacije, prihaja potem kot pod skupni dežnik, ker torej čez 20 let se bo pa tako in tako zgodilo, da bo tale naš ljubi Ohim, v Alicanteju v Španiji, ki zdaj trenutno podeljuje evropske blagovne znamke in modele, postal Evropski urad za intelektualno lastnino z lokalnimi izpostavami po nacionalni državi, kjer se ne bo podeljevalo pravic, temveč se bo v bistvu zgolj delalo na promociji teh sistemov. Veste, to je pa tudi vedno promocija sistema intelektualne lastnine, pa tudi z vidika nekega javnega sistema, tudi vedno v tem smislu kot pač dvorezen meč. Promoviraš v resnici interes koga. Tako da, če sem odgovorila. Še gospod Štibernik. Ja, jaz bi se sam navezal še enkrat, pa jaz si res iskreno želim, da čim prej skozi tale zakon spravimo ta vprašanje nekaj nadzora pa transparentnosti, ker zame po 8 letih, 10 letih delovanja to res, če dalje bolj spoznavam sploh s praksi, da je to drugotnega pomena, kar kaže tudi v smislu, ne da je nepomembno.
Ampak, ko bomo enkrat to rešili, bomo lahko šli na te ključne, bistvene zadeve, kot jih vi omenjate, gospa, kot je Tomaž omenil, da bomo lahko o strategiji začeli govoriti pa razmišljati. Mi pa že 4. ali 5. v 8 letih spreminjamo zakon, vedno se zataknemo v teh različnih kolektivkah, upravljanju, uveljavljanju, kdo lahko, kdo ne in ga ne moremo. Dajmo čim prej to določiti, zato da bomo, ker to je, verjamem, da je to osnova, ampak mi bomo šele potem, ko bomo to enkrat razčistili, lahko se začeli s ključnimi pa bistvenimi problemi, ukvarjati strategijo z ustvarjanjem okolja. Mi samo z povečanjem nadzora nad kolektivnimi organizacijami se bojim, da ne bomo €1 več zaslužili za imetnike pravica. Mi izgubljamo veliko časa pa energije, pa zamujemo priložnosti, ker ne govorimo o davčnih olajšavah, o spodbudah, o tem, da bi različna ministrstva se združili, o tem, da bi skupaj spremenili tudi skozi šolski sistem mogoče odnos intelektualne lastnine, ker posledično potem imamo na 100 sporov, v Skandinaviji jih imajo pa mogoče 3 ali pa 4 na letnem nivoju in to stanje duha je dolgotrajen proces, mi moramo družbo začeti spreminjati čim prej. Samo bi še nekaj dodala, super, to se tudi jaz podpišem pod vašo izjavo. Jaz sicer edino, kjer se ne strinjava glede tistega €1, jaz mislim, da bo precej veliko več evrov, ko bo nadzor države dobro deloval, bo precej več evrov prišlo do žepe tistih, kar more priti. Se eden od razlogov, zakaj je bila ta direktiva o kolektivnem upravljanju sprejeta, če berete impact assessment, je ravno v tem, da problem kolektivnih organizacij je v tem, da denar do tistega, kateremu more priti, ne pride, nekje se vedno ustavi. Je strašno tragično to, da tudi mi v Sloveniji se vedno, ko želimo novelirati ZASP in tudi včasih materialne določbe, tiste, ki bi omogočile posredno lahko tudi boljše pogoje delovanja avtorjev, se vedno ustavimo pri kolektivnem upravljanju, ker čez takšno ali drugačno koalicijo politično ne moramo čez prijeti. To je taka neka tema strašna, nekateri označujejo ZASP kot najtrši zakonodajni oreh, med najtršimi torej zakonodajnimi orehi v tej državi. Kar je pa ključno in mogoče tudi s katero mislijo, moramo vsi v tej dvorani veniti, je to, pravice intelektualne lastnine so samo toliko močne, kolikor je infrastruktura, ki podpira te pravice, dobro delujoča. Kolektivne organizacije so eden od ključnih stebrov, na enak način, kot je ključni steber sodišče, da na pravilen in hitro deluje. Tu mogoče tudi lahko naprej povem, da je urad s pomočjo sredstev OHIM-a pripravil, mi smo zdaj v zaključni fazi, delamo analizo z področja, kako sodišča obravnavajo torej kršitve avtorske pravice. Torej, mi smo naredili celoten pregled pravne prakse vseh različnih sodišč, kjer bomo v bistvu ugotovili, kako sodišča odločajo v primeru kršitva pravic intelektualne lastnine, ne samo avtorske, patente pa blagovne znamke gledati. In jaz ne vem še točnih rezultatov, ampak se veselim teh rezultatov in bomo naredili v bistvu tudi javno predstavitev, neko javno debato na to temo, kjer se bo videli, ali je na primer opredelitev avtorske pravice kot kršitev, kot kaznivo dejanje še primerno, recimo je, koliko se avtorji poslužujejo vseh teh civilnih različnih pravnih sredstev, začasnih odredb in tako naprej. Aktivno na tem delamo, da vidimo, kje je pač v sistemu problema, ali naše sodišča dovolj adekvatno adresirajo probleme kršitev avtorskih pravic. Hvala. Jaz predlagam, da damo še gospodu, ki se je prejle javil besedo, potem bi pa končali in bo priložnost še za vprašanja in pogovor z našimi gosti tudi v manjši zakuski, ki bo sledila temu uradnemu delu. Ivo Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Kljub podrobnemu branju zakona, sicer laičnem, nisem mogel ugotoviti, ali je ta predlog kaj spreminja določilo oziroma člen, ki govori o avtorskih pravicah v zvezi s fotokopiranjem v šolah in srednjih šolah. Vemo, da je evropska direktiva že, mislim, od leta 7 naj bi veljala. V tem času seveda je bilo ogromno denarja, če grdo rečem, ukradeno avtorjem. Zdaj potekajo pogajanja, vendar v tem predlogu nisem zasledil nič takega, kar bi pravzaprav lahko to stvar podrobneje opredelili. Hvala. Pozdravljeni, Miha Kunič, odvetnik.
da ne bo dileme zastopan tako uporabnike kot avtorje, ker imajo skupni imenovalec, tako da nimam kolizije interesov. Poglejte, v številnih sporih, ki jih imamo, se je pokazalo, da so kolektivne organizacije pravi monopolisti. Zastopam avtorja, ki me tudi prosil, da prijem sem, on je neki kolektivni organizaciji napisal več kot 12 dopisov z prošnjami po raznih podatkih in niti na enega ni bilo odgovorjeno. Kaj to pomeni? Pomeni, da v bistvu avtor od kolektivne organizacije učinkovito praktično ne more iztožiti nekega honorarja, ki bi mu pripadal. Zakaj? Prvič, kolektivna organizacija mora deliti prihodke, ki jih ima od uporabnikov po letih, v katerem naj bi se na primer glasba predvajala, oziroma saj tako bi mogli biti načeloma v teoriji, kar pomeni, če nek avtor prosi podatke leta 2013, so mogoče še v teku spori iz leta 2008 in 2009, kar pomeni, če poda zahtevek, sploh ne ve, kaj se bo zgodilo. Druga zadeva je, vsi poznamo pač odločbo Urada za varstvo konkurence, v katerem so bile vse te kršitve globoko obdelane in je veliko vprašanje, se je zadeva od takrat karkoli spremenila. In tudi zadnji primeri naše prakse, na primer z področja bančništva, ko govorimo o revizorjih, različnih revizorskih mnenjih, poročilih, ali pa ameriški primer Enron, ki je zelo znan, se ugotovi, da pravzaprav revizija nekega poslovanja je bistveno premalo. Zakaj? Ker revizor samo potrdi skladnost po neki metodologiji. Nihče pa ne ve, kaj je tam notri, kateri podatki so. In zaradi tega mislim, da je ključna točka tako uporabnikov kot avtorjev ta, da vsi želijo neke vrste konkretni nadzor, ki ga pa ne more nek avtor, ki še za bencin nima, da bi prišel, zahtevati revizorskega mnenja neke kolektivne organizacije, ki ima več milijonov evrov prometa na leto. Skratka, avtorji tukaj nekje tisti mejhni si želijo, kot je gospod Štibernik rekel, absolutne transparentnosti, ker na ta način se bo transparentno videlo, zakaj gre, saj zaž že določa, na primer, določitev stroškov odvetnikov, kako bi se mogli poročati, tako naprej, pa v letnih poročilih tega ni. In ključno bi bilo tukaj, mogoče že z tega stališča, da ima urad možnost nadzora, možnost zahtevati, kateri podatki so objavljeni, če tega ni, da gre za prekršek, ker učinkovitost prekrškovnih organov je bistveno večja kot sodne veje oblasti, žal. In druga zadeva, ne samo, da imajo obvezen dostop do podatkov, da tudi krajši čas pridobivanja primernega nadomestila. Ni nujno, da gre to za sodni postopek. Naprimer, v delovnih sporih imamo zelo učinkovito delovno inšpekcijo, ki naloži delodajalcu naj plača plačo. Zakaj ne bi Urad za intelektualno lastnino ta isto naredil? Ker se strinjamo, transparentnost in konkretna moč nekega državnega organa je tista, ki bi po mojem avtorjem, kot tudi uporabnikom pomagala, ker uporabnik bo pa rekel, vem, kaj plača. Hvala. Hvala, zdaj pa izvolite, če mogoče najprej Hvala. Ja, gospod Petina, novela ZASP-a zagotovo tu direktno ne rešuje tega vprašanja in je, na primer, v tem primeru ne nalaga reprezentativnemu združenju osnovnih šol, bodi kdorkoli že to je, zato ravnatelje, je to občina, je to država, da to plača. Jaz sem ravno imela priložnost v ponedeljek sedeti v tej sobi v parlamentu, kjer so vladni sobi in je bila tudi pač ministrica za šolstvo in sem jo vprašala, če je seznanjena s tem primerom, je rekla, da so opozorili, da je to pač velik problem in da se to pač rešuje, da zdaj trenutno potekajo pogajanja med kolektivno organizacijo in pa nek način reprezentativnim združenjem ravnateljev, oziroma to se v tem smislu podpira pod pokroviteljstvom države. Država zagotovo zagotavlja, da mora biti prva tista, ki spoštuje avtorske pravice. Jaz upam, da se bo to zdaj kmalu razrešilo, da boste dosegali dogovor in določili primerno tarifo, ki bo za obe strani primerna, da pa seveda v nasprotnem primeru, pa seveda po zakonu ima srednjo pravico, začasno tarifo, ampak zagotovo noben ne želi biti v tej situaciji, da bo pa potem neki osnovnim šolam, kjer že zdaj šolski sistem obremenjen s tem, pač, da ni denarja, se naložilo neko dodatno delo. Ampak ja, zagotovo, fotokopiranje avtorskega dela je avtorsko delo, ki se uporablja v šoli, je enako osnovno sredstvu, ki je miza in pa stoli, ki pač učenci pač uporabljajo pri šolskem delu. Tako da, podporo urada tu vedno ste imeli in tudi gospod Rudi Zaman je vedno imel, zdaj mi ne moramo naložiti za nobeno, mi nimamo pristojnosti, da zdaj z odločbo naložimo
združenju ravnatelja pa za osnovno šolo plačajte. Ne. To so v tem smislu civilna razmerja, ki jih je treba urešati, kar se tiče tarife, ne, s pogajanji oziroma v primeru kršitev, ne, se pa na voljo sodne poti, da se to reši. Mi je pa seveda zelo žal, da do takve situacije prihaja. Ne. Glede, lahko še... Vi ste bili včeraj na televiziji, ne? Ja. Zdaj, enega morilca ste zastopili, tako mislim, potem je bilo, ne? Ja, ja. Zdaj, oziroma oproščenje, bi ne se pravičujem, da ne bom zdaj še tako tožbo dobila. Ja. Revizor. Ja, lejte, zagotovo je stroka revizorska pod močnim nadzorom države in še bo. Zdaj se mislim, da je zelena direktiva, ki se mora implementirati, ki bo še bolj poostrila nadzor nad delovanjem revizorjev. Revizori niso tisti, če ti dobite mnenje revizorja, ker piše delovanje, v tem primeru kolektivne organizacije je skladno, da to pomeni, da je res skladno. Urad je sprožil več postopkov zoper revizorje kolektivnih organizacij pri Agenciji za nadzor nad revidiranjem v smislu, ker se nam zdi, da revizor ne more izdati takšnih mnenj, če je eklatantno, da v bistvu kolektivna organizacija ne opravlja tiste dejavnosti, ki bi jo recimo morala opravljati. Mi smo tudi izvedli več postopkov nadzora, kjer smo za poslovna poročila dveh kolektivnih organizacij, pri eni smo že zaključili postopek, pri eni pa še zaključujemo, kjer se opredeljujemo do revizijskih mnenj. Po našem mnenju revizijska mnenja pooblaščenih revizorjev niso skladna z ZASP-om, ker na nejasen in nepopoln način v bistvu ne dajo resnične realne slike, ki bi imetnikom povedala, a je poslovanje skladno ali poslovanje skladno ni. Revizor mora reči, brez vseh tistih nekih različnih disclaimerjev, a je ali pa ni. To je prva stvar. Druga stvar, seveda smo mi tekom teh postopkov tudi, gospod Štibernik to ve, izdali več priporočil. Veste, ko urad izda priporočilo, da ne gre v postopek nadzora, vsi na noge skočijo priporočilo in so kazenske ovadbe zoper mene, da zlorabljam oblast in da v bistvu silim kolektivne organizacije v neki, kjer smo samo dali toplo priporočilo, vodstvom kolektivnih organizacij, da naj razmislijo, ali je primerno, da je revizor kolektivne organizacije pooblaščeni revizor, ki ima že 2 pravnomočni sankciji strani pristojnih organov. ZASP tega seveda konkretno ne opredeljuje, niti ne zapoveduje, ampak je to ta pravni standard dobrega in skrbnega gospodarja. In še enkrat, če kolektivna organizacija upravlja s premoženjem in premoženjskimi interesi tretjih oseb, je absolutno in nesporno obvezno, da je to upravljanje, da je ta etičnost, da je profesionalnost in poslovnost vodstev kolektivnih organizacij na najvišjem nivoju. Če sem odgovorila v enem delu, kar se pa tega konkretnega nadzora tiče, ja, se veste, trenutno so pristojnosti urada, kakršne so. Jaz si želim, želim si seveda, da bi ta novela zakona, kot je bila predlagana, z določenimi dopolnitvami in spremembami, ki se bodo pokazali na temelju javne razprave, šla skozi in da bi lahko odpravljali take očitne anomalije. Ja. Še gospod Štibernik. Hvala lepa. Najprej bi se navezal na gospoda glede fotokopij. Jaz bi sem to želel si, da urad med mnogimi unimi novicami, kaj netransparentno, pa kaj narobe, da vsakič 10-tič objavi, spoštovati treba pravice, uporabniki morajo plačevati. To pa lahko naredi. Jaz verjamem, da urad ne more naložiti osnovne šole pa tako naprej. Lahko pa objavi poziv ministru, če se ne opazim, da naj končno upošteva to, kar bi mogli implementirati že pred leti. To pa lahko uradili in to uradi počnejo tudi drugi, jaz se verjamem, da poznate. Skratka, jaz nisem v zadnjih letih zasledil niti ene novice na uradu, niti ene okrogle mize, niti enega posveta, da je treba, ker imamo konkretne primere, recimo določenih organizacij, gospod ima probleme za šolstvo, lahko okroglo mizo na to temo naredimo, lahko okroglo mizo naredimo na temo plačevanja pravic v določenih krogih. To so konkretne teme in problemi, ki jih lahko nek tudi razpravljamo. Urad pa lahko, če da pobudo za
večji nadzor, naj da pobudo še za plačevanje strani imetnikov spravic. Pod vsakim mojim podpisom, Vesna Stanković-Juričič, direktorica je navedla za modro, v drugi barvi spoštujemo intelektualno lastnino in to ima vsak zaposleni. Vse delamo na tega. Kar se tiče pa revizija, jaz pa že leta ponavljam, zame so te revizije nepotrebno podvajanje, kajti mi imamo organ, državni urad, ki preverja skladnost poslovanja za zakonodajo, tudi to, in potem imamo še revizijo, ki bi isto mnenje dala. Potem pa revizor da mnenje, pa se mogoče uradu drugače in tako naprej. Jaz osebno bi si želel dobiti kot direktor organizacije razrešnico urada maja za preteklo leto, da vem, da sem jaz v letu 14 konkretno posloval uredno skladno zakonodajo in se ne želim jaz odpirati postopka leta 18 strani istega urada, da sem leta 14 narobe naredil. Mi kolektivne organizacije rabimo takojšnjo reakcijo. Nam leta 14 izdana odločba, da smo leta 8 nekaj narobe naredili, ne pomeni nič, ker mi leta 9, 10, 11, 12 delamo pripričanju, da je bilo v redu. Jaz dvomim, da so te silne kršitve, do katerih ne bi bilo, da so plod neke zarote, naklepa, malomarnega dela in ne vem česa. Jaz mislim, da ima se katera kolektivna organizacija delala v skladu z najboljšimi načeli in prepričanji, ker pa ni bilo, bom rekel, kritike, reakcije, ali pa mnenja, ali pa ta prepozna, potem mi šele zdaj lahko ene stvari delamo. Pozdravljam to, kar je urad naredil. Lani smo končno dobili priporočila urada glede letnih poročil. Končno. In jaz osebno mislim, da so razne očitke netransparentnosti, sigurno je del odgovornosti kolektivnih organizacij, ampak je vsaj to kot kolektivne organizacije kriv urad, ker v konkretno, jaz sem 8 let ali pa 9 let v kolektivni organizaciji direktor, jaz nisem od urada dobil nikoli konkretno, da vsako leto pošljamo poročilo, da bi urad rekel, super, na strani 15 ste to dobro napisali, prosim prihodne leto, dajte še bolj podrobno to pa narediti. In jaz mislim, da ni kolektivne organizacije, ni direktorja, ni organa kolektivne organizacije, ki ne bi teh priporočil upošteval. Mi smo veseli, da so končno vsaj priporočila zapisana. Ta priporočila se bodo lahko, ker so bila dana šele avgusta lani, se bodo lahko odrazila šele letos. In jaz bi prosil, da smo šele od letos naprej, ko bomo dobili poročila kolektivnih organizacij, kritični in govorimo o netransparentnosti. Do maja letos bi prosil, da ne govorimo o netransparentnosti, ker nismo imeli jasnih in konkretnih navodil. In smo bile organizacije prepuščene sami sebi. Tako, hvala. S temi besedami bi jaz končala tale uradni del okrogle mize. Verjamem, da bo o pravicah v prihodnje, sploh v času, ko se sprejema zakon, govora še veliko, naj bo ta konstruktiven. Vse vas hvala gostom, vse vas pa vabim še na krajšo manjšo zakusko, kjer bo tudi priložnost za pogovor z našimi gosti.